Smo na borovem gostivanju v Gerlincih. Svatje se zgrinjajo v gost po nevesto. Ker vasi v vsem pustnem času ni bilo prave poroke, so morali po več kot 20 letih spet prirediti borovo. To je stara šega. Če se ob Fašenke ali Fajnščeku na Goričkem in Ravenskem Prekmurju nihče ne poroči, mora biti vasi borovo gostivanje. To je prav gotovo pustna šega, pri kateri sodeluje največ maskiranih likov in je tudi najbolj množična ljudska igra na Slovenskem. Tudi tu v Gerlincih sodeluje vsa vas, 200 maskiranih likov. Vsak ima svojo vlogo in posebno masko. Ob osebah, ki nastopajo tudi pri navadnem gostivanju, pri poroki, so ob sneji in mladožencu še starešina, starešico in turbaš, ki vodi vso svatovščino. Pri borovem gostivanju sta pomembna tudi borov oče in borova mati, ki se pogajata za nevesto. To je za bor. Ob teh so še ciganke, teh je tudi največ. Ob njih so tolovaji, pa bolničari, policaji, sodniki, vragovi, vile in še razni drugi poklici. Vsi uganjajo norčije, ki do solz nasmejijo ljudi, ki so se zbrali iz sosednjih vasi in iz vsega Prekmurja. Tudi vaški cirkus se predstavi. Ure in ure traja ta ljudska igra v gozdu. Tu so šaljiva pogajanja za nevesto in znameniti popov govor, v katerem smeši gerlinško mladino, ki se je vse leto ženila, pa se ni mogla oženiti. En par prednjega ima, pa en par zadnjega ima, pa en par levega, pa en par desnega, pa to je 4. Ko bor pade, ga vaški fantje obstopijo, da obvarujejo vrh, da bi ga fantje iz sosednjih vasi ne odlomili, ker bi tako nevesta izgubila nedolžnost. To bi bila velika sramota za Gerlince. Ko bor posekajo in opravijo vse poročne obrede, drevo naložijo na voz in ga morajo fantje in dekleta, posvalbice in družbani, za kazen, ker ni bilo poroke, vleči v vas. Pozvačina ali zvača vodita sprevod v vas. Pomembno vlogo imata pri pravem, kot tudi pri borovem gostivanju. Navadno sta vsaj dva, ki že nekaj tednov poprej vabita daleč naokrog na borovo gostivanje. Sneja in mladoženec in le ožja svatovščina se peljejo, vsi ostali se zvrstijo v dolg sprevod na Blatni cesti proti Gerlincem. Vedno daljši je sprevod, saj prihajajo še novi in novi gostje.
Tebi podrejte rovo. Odtek ne veze. Kaj je to? Pop, kako se je rekel Girko v ženu, če Girko z mano vdejte ma? Kako se je vlekel v ženu, kak? Med potjo opravi pop še vklice, to je najvažnejša oseba Borevega gostujanja. V protestantskih vasteh je pop, v katoliških je farar ali tudi plebanuš. V svojem govoru v satiričnem tonu obere vso vas, navadno kar v rimah, kot na primer, dragi poslušalci, poslušajte ove smetlave reči, v imeni Bora in tako naprej. Dolgi so ti govori. Zato zdaj prosim, kam naprej stopita ženi in nevesta, ki sta pripravljena, da njiva kljub zasmolimo in tak čas vsej tej džalovosti in umanjavsti rešimo. Svatovska muska pa skrbi za dobro vzdušje. Vas je na to poroka, spet dolg popov govor in Borov pop natakne nevesti za pesnico na mesto prstana in tako je poroka sklenjena. Sneja, nevesta in mladoženec so včasih morala biti najstarejše neporočeno dekle in neporočen fant v vasi. Pri gostivanju govorita v imenu Bora ali pa Smreke. Selinu ga Bora, monatu ga penja in nosil ga sokla, od eto ga tudi ga mol, tak sva pravila in tak naj pol. Ja, demokracijo. Ja, viš to. Malo si to testirate, to vi k sebi zimete. Svalbice so sama mlada dekleta, napravljena mašno po zadnji prekmurski modi. Poroka je sklenjena, veselica se začne. Bor pa bo veselje mladine ustal v jarko sredi vasi, ki je tako lepo zaključila svoje Borovo gostivanje.